Se je Hamas sploh pripravljen razorožiti in ali premirje med Izraelom in Hamasom tudi dejansko pomeni začetek trajnega miru na Bližnjem vzhodu? Visoko nad oblaki, še preden se je Air Force One začel spuščati proti glavnemu izraelskemu letališču, je ameriški predsednik stopil pred izbrano peščico novinarjev in napovedal: imamo dogovor, dogovor, ki je odličen za vse. And every country, they're dancing in the streets. That's a great deal. It's a unique period in time. A če je prvi del dogovora, torej takojšnja prekinitev spopadov in izpustitev vseh izraelskih talcev na eni ter palestinskih zapornikov na drugi strani, zaživel že danes, bo pot k trajnemu miru še dolga in zapletena, se strinja domala celotna domača in mednarodna politika. Verjela bom, ko bo mir trajal tudi v Gazi, ko se bo resno mogoče pogovarjati o zaščiti civilistov na način, da bo dovolj humanitarne pomoči in da se bo pogovarjati mogoče tudi o temeljih državnosti palestinske. Računamo, da bo tudi proces oblikovanja dveh držav zdaj dobil svojo priložnost, da bo stekel in da bo tudi Slovenija in Evropska unija v širšem pomenu pomembno prispevala k temu, da se na eni strani, da Palestinci dobijo pravico do svobodnega življenja v svoji državi, na drugi strani pa, da se tudi mirovne rešitve dejansko udejanjijo.